vse je nared za večni derbi v Ljudskem vrtu. Res, da je začelo deževati, res, da na trenutke tudi zelo močno piha, ampak mislim, da bomo lahko vendarle uživali v pravi nogometni poslastici. Morda prvi nevaren napad Olimpije, priložnosti brani Handanović. Proti napad se da Olimpije, Henty uteka, Henty v priložnosti, Henty in vodstvo Olimpije. Olimpija vodi v Ljudskem vrtu, 5. minuta prvega polčasa in seveda veliko veselje med gostujočimi navijači. Izjemen protinapad Olimpije, zaključil pa ga je Ezekiel Henty. Razrečena je bila mariborska obramba. Tule je že utekal Henty, dočakal podajo, potem lepo preigraval in matiral za konec te akcije Jasmina Handanovića. Med rokama mislim, da je šla tu žoga Handanoviću. Krasna podaja Mimuna, v prazno je odrsel Viler. Henty mimo Boharja, s kakšno lakoto Ezekiel Henty. Henty v novi priložnosti, Henty 0:2. Kako hiter je Ezekiel Henty. Izjemna akcija in Ljubljančani so vnovič udarili spet prek izjemnega Ezekiela Hentyja in Olimpija sedaj zasluženo vodi že z 2:0. Veliko hitrejši je bil Henty tule od Boharja, ki ga ni uspel zaustaviti niti s prekrškom. Potem je poizkušal še Gili, pa tudi Giliju ni uspelo, da to pa rutiniran zaključek Hentyja in vodstvo Olimpije z 0:2, 2 gola je zabil izjemni Ezekiel Izoken Henty. Ibrahimi, preslabo Ibrahimi, ki je zapravil žogo, odvzel mu jo je Kapun. Mimun pri strelu, Mimun in vratnico rešuje vijoličaste. Vršič za Ibrahimija, Ibrahimi točno v naročje. So, kot pravimo v nogometnem žargonu, stopili na žogo, atraktivno sedaj Šporar, Henty v novi priložnosti, Henty, tokrat pa se je izkazal Jasmin Handanović. Stare, Vršič strelja, še en poizkus Vršiča, vratnica. Ne uspeva na trenutke Mariborčanom. Sedaj je izgubil žogo še Ibrahimi, Zajec v priložnosti, v sredini čaka Henty, priložnost za Olimpijo, 0:3 in derbi je odločen. Derbi je odločen, Andraž Šporar je dosegal še 3. gol na tej tekmi, svojega prvega. Olimpija vodi s 3:0, kako mu leč udarec za nogometaše Maribora in kako sladka bo ta zmaga za Olimpijo. Takole je prodiral Zajec, imenito podal Šporarju, ki je bil postavljen na pravem mestu, pritekel je v pravem trenutku in pospravil žogo v domačo mrežo. Olimpija bo zmagovalec prvega večnega derbija v novi sezoni. Dober dan, lepo pozdravljeni vsi skupaj, dobrodošli na naši novinarski konferenci. Z nami bosta Ante Šimundža in Zlatko Zahović. In bomo kar začeli, bi predal besedo Anteju Šimundži. Dober dan. Po tehnem premisleku, ki se je zgodil danes večer ali pa v par dneh, enostavno sem prišel do spoznanja, da ekipa ne daje tega, kar je sposobna, da ekipa enostavno ni tiste energije, katero želim, zato se umikam iz položaja trenerja. Po teh 2 letih, kateri so bili ekstremni uspehi in se na njih zelo ponosen, je prišlo do ene točke, v kateri nekako se ne najde tista potrebna energija za usmerjanje zmag ali pa dosego zelo visokih ciljev. Tako da odhajam iz klopi, ponosen, bilo je dosti let
kot igralec v Mariboru, kot tudi trener. Vedno sem bil pripadnik klubu, ostal bom vedno vijoličen ali pa viola, tako da je to moja odločitev, da se umikam s trenerja, za mesto prvega trenerja. Dan še enkrat vsem. Kaj naj rečem, lahko se samo Anteju zahvalim za vložen trud. Mislim, da smo z njim dosegli največji uspeh v naši zgodovini. Žal je šport in žoga sta včasih nepredvidljiva, pride do ene faze, ko človek pač spozna, da enostavno je to za klub, za igralce in za njega samega najbolje. Želimo dosti sreče v nadaljnji karieri. Vrata kluba so bila in bodo vedno odprta za legendo Maribora. Toliko za uvod z naše strani, oba sogovornika sta pa sedaj na voljo za vaše vprašanja. Izvolite. Ja, vse je še sveže. Sveže je. Zaenkrat normalno, da nas je vse to presenetilo. Še nismo razmišljali o človeku, ki bo nasledil Anteja, tako da v kratkem bomo morali potegniti tudi to potezo.